cirkvica, posvečena je bila pa sveti Barbari. V letu 1715 je pa tudi razsajala kuga in pa lakota. Baje je bila taka lakota, da so ljudje iz sadnega drevja strgali lubje in so iz tega pekli kruh. Takrat si je pa gornjegrajski, naša cerkev je spadala pod dekanijo Gornji Grad, gornjegrajski dekan Ahazij Stržinar zadal nalogo, da mora nekaj narediti, da bo tem ljudem pomagal, ko so v take bede tule živeli, pa da bi jih pač spravil nekako do boljšega življenja. Bilo je veliko samomorov, pa res hude stvari. No, takrat si je pa zadal, da bo postavil večjo cerkev, pa da bo jo posvetil svetemu Frančišku Ksaveriju. V letu 1715 je dal narediti načrt za tole cerkev. Kdo je naredil načrt, zanjo ni znano. Znano, zgrajena je v baročnem slogu. Znano pa je, da je glavni oltar delo Franca Rotmana. Franc Rotman je bil pa naslednik Francesca Robe. Roba je delal v Ljubljani, ta robovodnjak je znana, ne da. Pri nas je pa Rotman, njegov naslednik je pa glavni oltar naredil. Spodnji del oltarja je iz marmorja, ki so ga dobili iz juga Italije. Potem je pa nastopila ta jožefinska doba in takrat se je delo v cerkvi popolnoma ustavilo, tako da so zgornji del oltarja, glavnega oltarja, naredili šele 1801. leta domači obrtniki in je zgrajen v leseni izvedbi. Zgoraj je nebeški Jeruzalem, ob stebrih stojita sveti Peter in pa sveti Pavel. Osrednji del glavnega oltarja pa zavzema ta znamenita slika svetega Frančiška Ksaverija iz otoka Sancijan, kjer je umrl. Umrl je v samoti, sam je hodil, zraven sebe je imel baje samo klobuk, palco in pa molitvenik. Tako da do Kitajske ni prišel, ko je pač tam umrl. No, to sliko je pa napravil takratni ljubljanski umetnik Janez Mihael Reinwald, to je bilo 1715. leta. Slika je obdana z okvirjem v srebru in pa v zlatu, držita jo pa dva angela s svečnikoma. Potem tabernakel je lesen, obdan pa je s pozlačenimi in srebrnimi ploščicami. Izredno lep je pa spodaj v glavnem oltarju iz belega marmorja Frančišek Ksaverij, kot v sarkofagu. Pa tudi ta miza oltarna je zelo lepa iz črnega marmorja. Včasih je služila kot obhajilna miza, te pa, ki se obhajamo na roke, pač to ne pride tako izraza, je pa zelo lepa. Potem sta ta dva stranska oltarja, ta je posvečen brezmadežni, tu pa je sveta družina. Ta dva oltarja sta delo kranjske rezbarske delavnice, kakor tudi prižnica. Na prižnici so evangelisti, zgoraj je pa sveti Frančišek Ksaverij. Potem je v cerkvi nekaj teh velikih slik tule v ladji pod korom in pa v prezbiteriju, ki pa niso ne vem kakve vrednosti. Če pa pomislimo, da so bili takrat ljudje nepismeni, so pa lepe stvari narisali, te slike pač prikazujejo razne čudeže, ki naj bi se dogodili takrat, niso pa dokazali. Slike so stare krog 240-250 let, zelo načete, pa nikak ne pridemo do tistega denarja, da bi jih obnovili takle raztrgane se. Pa tudi bi rekla, da tako malo hodijo ljudje v cirku, tako se na hitro nekako zasukale. Včasih, ko smo bili mladi, je še kar bila polna cirku, da je pa kar bogo, no. No, potem je kor je obnovljen, na koru so orgle iz leta 1889 delo bratov Zupan iz Kamne Gorice. Zanimivo je tudi to, da je cerkev zgrajena v obliki križa, dolga je 28 metrov, tule v kapelah je pa 24 metrov. No, ko so pa to cerkev gradili, so pa to majhno cerkvico, ki je bila posvečena sveti Barbari, obzidali s tole cerkvijo, ki je bila tale zgotovljena, so pa to majhno cerkvico podrli pa odstranili. Sveti Barbari na čas so pa potem postavili tole kapelo, tako da tu je kapela svete Barbare, na tej strani je pa kapela Angela Baruha.
Potem v letu 2010 smo dobili tale dva varna okna. Varna sta že bila prej nekdaj. Medvojno je pa nekako blizu ena bomba nekako eksplodirala, pa so se vse šipe, vse je razneslo, razdrobilo. No, zdaj je pa gospod naš zrihtal, da smo dobili tale dva okna. Na tej strani je Friderik Baraga, tu pa je Vendelin Vošljak. Za oba dva poteka postopek za njihovo beatifikacijo, tako da bo to dosegla čas oltarja. Mislim, da je že blizu kraja. No, ta okna je pa naredil en gospod iz tam nek v vaših krajih, ki je prišel iz Argentine. A je bil Jerman? Marko Jerman, da. 5 otrok. In je rekel naš gospod, da je delo, da so že potresno pomagali, pa tako zelo jih je pohvalil, zelo lepo je povedal od njih. No, tole je nekako zgodovina naše cerkve, hvala, ko ste me poslušali. No, povem še enkrat, to je farna cerkev, imamo pa dve podružnici, ena je v Konini, ko imate ste kupole, če ste se slučajno mimo pelali, ena pa tole v Radmirju na hribčku, taka manjša, ki je posvečena svetemu Mihajlu. Faraonu nas je kar nekaj, kar veliko, pravzaprav, ne, veliko, ki je kar vas, ne vem kakšne število, sam nedeljnikov pa res malo, no, tako da se nimamo s čim pohvaliti. Imamo pa pevski zbor, pa enega gospoda župnika, ki nas je strah za njega, ker že pač ima taka leta, je že 80 proč, tako da takole se rihtamo pri nas. Hvala, ko ste me poslušali, da če ste kaj odnesli, bom vesela, kartice pa vzemite, vsak ne vzame pač po eno za spomin, pa lepo se imejte.